spoštovani, bi kar nadaljevali, prišli bi k prvemu oziroma po uvodnem referatu, torej k drugemu delu, k prvemu bloku, v katerem bomo obravnavali demokracijo in državo v prvi polovici 20. stoletja. Uvodoma bi rad upravičil kolega Ljuboša Kačerka z Bratislavske filozofske fakultete, ki je moral predčasno prekiniti bivanje v Ljubljani, čeprav je prispevek, ki zadeva, ki ima naslov nehistoričnega k državno-pravnemu narodu, komparacija razvoja narodnega gibanja Slovencev in Slovakov, dal in je objavljen v monografiji. Zato bi zdaj povabil prvega referenta, kolega Jurija Perovška z inštituta, da spregovori o državi in demokraciji v času prve jugoslovanske države. Hvala lepa. Dame in gospodje, kolegice in kolegi, spoštovani gospod predsedujoči. Vprašanje politične, pravne, socialno-gospodarske in filozofsko-bivanske vsebine države in demokracije je bilo v slovenski politični misli in praksi poudarjeno prisotno v dinamičnem in skozi vrsto razvojnih stopenj zgoščenem razvoju prve jugoslovanske skupnosti. Na to so poleg notranjih razmer v novo nastale kraljevine SHS oziroma kasneje Jugoslaviji vplivali tudi zunanje politične dejavniki, saj so bogato razpravo o državi in demokraciji, ki je zaznamovala prvo polovico 20. stoletja, dodatno spodbudili tudi totalitarni in avtoritarni sistemi moderne, med katerimi sta po svojih protidemokratičnih vodilih fašizem in nacizem sprožila drugi svetovni spopad. Slovenska politika je vprašanje države in demokracije intenzivno obravnavala že v prvem jugoslovanskem desetletju. To je bil čas, ko je prišlo do pravega izbruha strankarskega življenja na Slovenskem, v katerem se je pokazal izrazit slovenski politični temperament. Brez pridržkov lahko rečemo, da s tem desetletjem po idejni ustvarjalnosti, programsko-politični kvaliteti in silovitosti težko primerjamo celo obdobje po obnovitvi večstrankarskega življenja v Sloveniji leta 1990 oziroma konec 80. let oziroma razvoj po njem. V desetletju 1918-1928 je v vprašanju države, njene organizacije in delovanja večji, a politično neodločujoč del slovenskih političnih subjektov, ki je prihajal iz marksističnega tabora in skupine političnih strank ter združenj, oblikovanih zunaj tradicionalnih političnih taborov, zagovarjal republiko oziroma suverenost ljudstva. Najmočnejši slovenski politični stranki, Katoliška slovenska ljudska stranka in liberalna jugoslovanska demokratska oziroma samostojna demokratska stranka, pa sta zagovarjali oziroma nista problematizirali obstoječe monarhistične oblike vladavine. Enako so ravnale tudi novo ustanovljene liberalne stranke, samostojna kmetijska stranka, narodna socialistična stranka in narodna napredna stranka. Slovenski politični dejavniki so se s posameznimi izjemami podobno razdelili tudi v vprašanju državne ureditve. Republikansko usmerjene stranke in politične organizacije so zagovarjale federalizem, monarhistične pa državni centralizem. Med omenjenimi izjemami so socialisti podpirali centralistično državo, SNS in v prvi polovici 20 let narodno-socialistična stranka pa avtonomistično-federalistično urejeno jugoslovansko skupnost. Le to je od leta 1923 zagovarjala tudi sprva centralistično usmerjena KPJ. S centralističnimi oziroma federalističnimi stališči so bili usklajeni tudi pogledi na vprašanje nacionalnega značaja kraljevine SHS. Slovenska centralistična politika je zagovarjala načelo jugoslovanskega nacionalnega integralizma, po katerem naj bi bili Slovenci, Hrvati in Srbi le plemena namišljenega enotnega jugoslovanskega naroda, avtonomistična pa je poudarjala obstoj slovenske narodne individualnosti in zahtevala narodno samoodločbo ter revizijo videodanske ustave, ki je leta 1921 uzakonila jugoslovanski narodni militarizem in državni centralizem. V vprašanju delovanja državnega organizma pa si je bila slovenska politika dokaj enotna. V vseh političnih taborih so, sicer iz različnih idejnih izhodišč, poudarjali potrebo po njegovi demokratični in moderni socialni, upravni in politični vsebini. Največji pomen
so pripisovali vzpostavitvi socialne države. Le-ta naj bi zagotovila rešitev socialnega vprašanja in s tem socialno pravičnost, utemeljeno v zakonski ureditvi minimalne mezde, zakonskem varstvu pravic delavcev in nameščencev, 8-urnem delovniku, prepovedi dela otrok in nočnega dela za ženske, popolnem splošnem bolniškem, nezgodnem, invalidskem in starostnem zavarovanju, zavarovanju v primeru nezaposlenosti in smrti, brezplačnem zdravstvu za vse državljane in brezplačnem državnem šolstvu. Take zahteve so postavili v vseh političnih taborih. Poudarili so tudi zahtevo po agrarni reformi. Z njo naj bi nacionalizirali veleposestniško zemljo, velike gozdove in, za izjemo pri SLS, tudi cerkveno veleposest. Nacionalizirano zemljo in gost naj bi razdelili med kmete za malo zemlje. V slovenski politiki 20 let je prevladovala tudi misel, naj država izvede socializacijo, to je podružbljenje velikih energetskih podjetij in drugih kapitalističnih obratov ter bank. Tudi to stališče so zagovarjali v vseh treh tradicionalnih političnih taborih. Pri tem sta Narodno-socialistična stranka in SLS posebej poudarili pravico delavcev po solastništvu in soupravljanju socializiranih gospodarskih enot. Posamezne stranke so se v tem okviru zavzele še za spremembo družbenega reda. Kot nekapitalistično družbeno in politično skupnost so poudarili socialistično državo, za njeno uresničitev pa so se nameravale prizadevati različno. NSS in socialisti na evolutiven način, tako da se ne bi kršil demokratični princip večine, ter v zavesti, da se iz današnje ureditve ne more preskočiti v tako družbo, kot si jo zamišljamo, komunisti pa po drugi poti, s socialno revolucijo. Vprašanje, ki je precej zaposlovalo slovensko politiko, je bilo tudi razmerje med cerkvijo in državo. Za ločitev cerkve in, oziroma od države, in s tem nad vlado druge nad prvo so bile vse liberalne in marksistične stranke, medtem ko je SLS o tem menila drugače. Poudarjala je, da gre pri omenjenem razmerju za odnos med dvema popolnoma subjektoma, to je subjektoma, ki imata vsak svoj lastni in samostojni namen in tudi vsa sredstva za dosego le-tega. Vsak od njiju je na svojem področju suveren in drugega ne more omejevati v urejevanju njegovih notranjih zadev. Bistvena je neodvisnost enega od drugega, zato temeljna oblika razmerja med njima ne more biti subordinacija, temveč kooperacija. SLS je na podlagi stališča o neodvisni suverenosti cerkve nasproti državi zahtevala, da mora biti katoliški cerkveni organizaciji pridržana vzgoja katoliških otrok, zagovarjala pa je tudi pravico do ustanavljanja privatnih šol. Nasprotovala je še ustavno uzakonjenemu kancel paragrafu, določbi, po kateri verski predstavniki svoje duhovne oblasti pri bogoslužju niso smeli uporabljati v strankarske namene. Tako kot so v slovenski politiki iz različnih idejnih izhodišč v veliki meri zagovarjali enake ali podobne poglede v vprašanju delovanja države, so se enako ravnali tudi v opredelitvah o temeljih vprašanjih demokracije ter človekovih in državljanskih pravic ter svoboščin. Parlamentarno demokracijo, splošno, enako, neposredno in tajno volilno pravico za moške in ženske, enakost vseh državljanov pred zakonom, osebno svobodo, svobodo zasebnega bivanja, gibanja, prepričanja in vere, društveno zborovalno, peticijsko in izobraževalno svobodo, svobodo tiska, pisemsko tajnost, svobodo znanosti in umetnosti, versko in narodno enakopravnost ter odpravo smrtne kazni, so za različnimi odstopanji zahtevali v vseh političnih taborih. Poseben odnos do parlamentarizma pa so oblikovali komunisti. Dokončno osvojitve oblasti so bili pripravljeni izkoriščati politične pravice v meščanski državi, dejansko pa so bili načelni nasprotniki parlamentarizma. Zagovarjali so diktaturo proletariata oziroma njegov politično oblastni monizem v nepluralnem totalitarnem sistemu, kar je že v osnovi izključevalo parlamentarizem in jim zapiralo pot na tako imenovani demokratični horizont. V svojih pogledih na temeljno vprašanje demokracije sta svojim odnosom do politične enakopravnosti žensk izstopali liberalna jugoslovanska demokratska stranka in samostojna kmetijska stranka, ki sta oporekali ženski volilni pravici. Za njo pa so se zavzeli narodni socialisti.
Liberalni tabor je nato kot celota podprl žensko volilno pravico konec leta 1939. Povsem nasprotne poglede pa so podali zagovorniki ženske volilne pravice. Poslanec SLS v ustavodajni skupščini kraljevine SKS Anton Sušnik je opozarjal, da so ženske glede umskega in telesnega dela enakovredne moškim, zlasti pa je potrebno, da v današnji socialni dobi ženska na podlagi svoje volilne pravice unese v politično življenje svoj posebni pogled. Gornje opozorilo je lepo ponazarjalo širino demokratične misli, ki je v prvem jugoslovanskem desetletju prevladovala na slovenskem. Skupna točka glavnih nosilcev tedanjega slovenskega demokratičnega programa, ki ga lahko usporejamo s sočasnimi evropskimi, modernimi in demokratičnimi političnimi nazori, je bila prepoznavno oblikovana narodna volja, da se Slovenci uveljavijo kot suveren in drugim enakopraven narod v moderni in demokratično utemeljeni jugoslovanski federativni skupnosti. Po uvedbi kraljeve diktature 6. januarja 1929 se je razprava o državi in demokraciji v slovenski politiki bistveno zožila. Zamejena je bila na dva politično-strankarska subjekta, vse državno jugoslovansko demokratsko radikalno demokracijo oziroma jugoslovansko nacionalno stranko, v katero so bili vključeni liberalci, in vse državno jugoslovansko radikalno zajednico, v katero se je združila SLS. Posebno obliko legalnega političnega delovanja so predstavljala še politična gibanja, zbrana ob posameznih časopisih. V 30 letih se pogledi na obliko vladavine, državno-pravno ureditev in nacionalni značaj jugoslovanske države niso spremenili. JRKD-JRS je podpirala monarhijo ter državni in narodni unitarizem. Monarhizem je podpiral tudi slovenski del JRZ, ki pa je, bolj ali manj, sledil predhodnim narodno-autonomističnim prizadevanjem slovenske katoliške politike. Enaka stališča so zagovarjala tudi gibanja, oblikovana v okviru liberalnega in katoliškega tabora. O teh vprašanjih pa so se opredelile tudi posamezne narodno-demokratične skupine gibanja, ki so se razvila zunaj njunih okvirov, najbolj množični sta bili kmečko-delavsko in ljudsko frontno gibanje, ki so predvsem poudarjala narodno-federativni program. Le tega so hkrati izvedbi socialne revolucije zagovarjali tudi komunisti, medtem ko so socialisti v okviru svojega političnega programa ostali na unitarističnem stališču. Do drugačnih pogledov pa je v 30 letih prišlo v vprašanju delovanja in značaja državnega organizma in demokracije. Oba slovenska dela vseh državnih jugoslovanskih strank sta sicer spominjala na temeljna načela demokracije, a sta jih razumela skozi novega duha časa, ki je v različnih državah uveljavljal misel o korporacijskem sistemu države in novem človeku, ki bo sposoben sodelovati pri graditvi novega reda, to je novega načina socialno-političnega, kulturnega in gospodarskega življenja. Zavzela sta se za koncept stanovsko-korporativne države in avtoritarne demokracije, ki ga je na podlagi krožnice Quadrighese Moano, Pija 11. iz leta 1931, najbolj poudarjeno zagovarjala katoliška politika. Neokrnjena demokratična misel je tedaj živela v posameznih gibanjih, med katerimi sta izstopala kmečko-delavsko in ljudsko frontno gibanje. Omenjeni gibanji, ki sta se medsebojno prepletali, sta v drugi polovici 30 let prek različnih socialno-političnih in idejnih subjektov predstavljali posebno koalicijsko obliko sodelovanja med komunisti, socialisti, krščanskimi socialisti, kmečkimi gibanji, delom Sokolov in narodno-demokratičnimi meščanskimi skupinami. Njihovo osnovno načelo je bilo spoštovanje legalnosti, v ljudsko-frontnih povezavah deklarativno tudi pri komunistih, torej prizadevanje za politiko reform v okviru parlamentarnega sistema in kapitalističnega gospodarskega reda ter utrditev in stabilizacijo parlamentarne demokracije. Kmečko-delavsko in ljudsko-frontno gibanje sta zahtevali klasične državljanske pravice in svoboščine, politično in gospodarsko demokracijo za vse državljane, duhovno svobodo in svobodo verskega prepričanja, svobodne in tajne volitve, čim večje narodno soglasje v gospodarskih, socialnih in političnih vprašanjih, socialno pravično urejeno državo, ki naj zagotovi družbeno svobodo delovnega ljudstva, boj proti fašizmu in korporativni ter vsakršni avtoritarni državi in enakopraven federativni položaj Slovenije v jugoslovanski skupnosti. Bili sta okvir, v katerem se je,
ob političnem primatu JRZ, JRKD in JRKD-JNS izoblikovala idejne in politične izključnosti osvobojena slovenska demokratična misel, ki je pomenila zgodovinsko zanikanje prenapetih političnih stališč, to je ujetosti bodisi v konfesionalni ekstremizem, bodisi v totalitaristični nacionalno-državni ali v radikalni družbeno-revolucionarni program. Seveda je treba na koncu odgovoriti tudi na vprašanje, koliko in kako so bili nazori v državi in demokraciji, ki so jih na Slovenskem oblikovali v času kraljevine SHS Jugoslavije, uresničeni v tedanjem narodno-političnem življenju. Odgovor dan pove naslednje. Monarhija je obstala, slovenski avtonomistično-federativni cilj v državno-pravnem pogledu ni bil dosežen, široko pa sta se uveljavili podpora večnacionalnemu značaju jugoslovanskih skupnosti in volja po ohranitvi ter uveljavitvi slovenske narodne individualnosti. Samo demokratično držo in ravnanje pa izredno oteževala prevladujoča nepripravljenost slovenskih političnih subjektov na idejno, politično, kulturno in socialno sobivanje. Kot pravi Mateja Tominšek, pa se morajo v nazorsko diferenciranem svetu, ki priznava legitimnost sleherne iskrene vesti, ljudi vsaj kot občani in državljani zadovoljiti s soglasjem v temeljnih tezah, ki so v skupnem življenju neobhodno potrebne. Obseg teh skupnih spoznanj in norm je nujno različen. Če takega dogovora ni, nastopijo strahote duhovne državljanske vojne, ki poznajo samo radikalne parole in se zadovoljujejo samo za uničenjem nasprotnika. Tako je v realnem družbenem in političnem življenju tudi bilo. Prvi dejavnik slovenske duhovne državljanske vojne v času med obema svetovnima vojnama je bil katoliško-liberalni spor, ki je, podkrepljen s katoliško-liberalnim, avtonomistično-centralističnim, razstavljen v temeljnih vprašanjih nacionalne politike, tudi v jugoslovanski dobi dominiral v slovenski politiki. Drugi dejavnik je bil protidemokratični odklon k avtoritarnim političnim rešitvam, ki so utemeljevale manihejsko sliko sveta, levo in desno, in se je na slovenskem izrazila v dveh ideologijah, komunistični in tisti, ki ima izvor v političnem katolicizmu. Tretji dejavnik pa je bilo dejstvo, da se demokratični premislek idejnih, socialno-gospodarskih in političnih vprašanj ni slišal oziroma mu niso hoteli prisluhniti. To je dobro pokazala politična osamljenost krščansko-socialistično in demokratično usmerjenega dr. Andreja Gosarja in narodno-demokratično ter socialno napredno opredeljenega dr. Dragotina Lončarja. Demokracija kot civilizacijska vrednota je bila, tako kot že velikokrat pred tem in tudi potem, kljub domišljenim pogledom, ki so živeli skozi ves čas prve jugoslovanske države, ujetnica politike in ideologije. Ali, kot je dobro poudaril Milan Zver, ideja demokracije se je, enako kot drugi politični koncepti in vrednote, v času med svetovnima vojnama znašla v primežu raznih ekskluzivističnih ideologij, ki so zaznamovale prejšnje stoletje. S tem so tudi demokracijo spremenili v ideološki koncept. Z njo so kritizirali obstoječi gospodarski, socialni, kulturni in politični položaj, z njo so nakazovali vizijo želene ureditve, nemalokrat so jo dojemali kot sredstvo oblasti določene družbene skupine. Povzdignili so jo v integralni model celotne družbene ureditve. Iz zgornjih besed lahko v sklepu ugotovimo, da se izkušnja države in razumevanje demokracije v času kraljevine SHS Jugoslavije ni ugodno iztekla. Kako so Slovenci živeli naslednje, je pokazal nadaljnji zgodovinski razvoj, njegovo vrednostno vsebino pa lahko občutimo tudi danes. Hvala lepa. Hvala lepa, Jure, vlasti za zaključne poudarke. Verjamem, da bodo razdelili debato, zdaj povabim kolega Egona Pelikana, da spregovorijo o političnem katolicizmu in cerkvi in narodnem vprašanju. Hvala lepa. Jaz sem pripravil tak kratek pregled odnosa cerkve, političnega katolicizma in političnega katolicizma na Slovenskem do narodnega vprašanja. O pregledih je danes že povedal kolega dr. Čepič, tako da jaz ne bom ponavljal. Dejstvo pa je, da je v koncu 19. stoletja šlo na Slovenskem za spopad za vodilno vlogo v novem družbenem procesu,
ki se je oblikoval z nastankom slovenskega naroda in je pripeljal potem do oblikovanja slovenskega naroda. Ob opazovanju izgubljanja te vodilne vloge duhovščine v nacionalnem gibanju je Anton Mahnič leta 1889 razmišljal: največja nevarnost čistosti in odločnosti katoliškega izpovedanja preti dan danes od pretiravanja narodnostne ideje. Liberalci pa so premeteni, znajo si usvajati narodnostni monopol in to jim zagotavlja hegemonijo v družbenem življenju. S tem je Mahnič seveda znal nekaj, da je nacionalno gibanje vse bolj uhajalo iz rok vodilnega sloja, to je duhovščina. Katoliška strategija v koncu 19. stoletja, kot jo lahko spremljamo v podlagi katoliških ideologov. Bergen in Lukman pravita, da je cerkev kot vodilna sila, ki je imela monopol nad tradicijo, s konkurenčnimi gibanji obračunavala tako, da jih je vključevala tradicijo ali pa jih je likvidirala. S tem pojavom izgubljanja vodilne vloge v narodnem gibanju, s tem pojavom nacionalizma naroda, je katoliška cerkev kmalu ugotovila, da je edina mogoča strategija pravzaprav vključevanja v tradicijo. Poskus se je kot bomo videli več kot posrečil. Ko se je idejni vključitvi pridružila modernizacija volilnega sistema in ko je bila mreža cerkvene organizacije na Slovenskem uporabljena za politično mobilizacijo, ter potem, ko se je v to mrežo vključila še organizacija zadružništva, ki je kmeta v zgodnji liberalistični akumulaciji kapitala vzela v zaščito, vsaj delno v zaščito, se je pokazala možnost pravzaprav doseči še dosti več. To pomeni monopolizacijo nastajajoče nacionalne paradigme. Vendar se vrnemo na začetek in omenimo najprej prvo strategijo. To je strategija zavračanja. Prvo soočenje z, kot je temu Mahnič rekel, pretirano narodnostjo, z nacionalnim vprašanjem, je temeljil na domnevi, da je ta nov družbeni pojav pač samo še ena od modernizacijskih novosti, ki jih prinaša nov čas, to, kar najbolj bilo v svetu, recimo silabusa Pija IX. Zato je bila ta prva strategija do obravnavanja tega nacionalnega vprašanja usmerjanja zgolj v zavračanje oziroma preseganje nacionalnega partikularizma, kot je o tem govoril Mahnič, s katoliškim univerzalizmom. Torej, to popolno zavračanje tega pretiravanja narodnostne ideje, kot uporabni izraz Mahnič. Vključevanje je druga strategija. Ker pa se je ta strategija, omenjena zgornja, pokazala kmalu za nezadostno, je zdaj nastala druga. Ta je bila diametralno nasprotna prvi. Ta je tudi upoštevana naraščajočo mobilizacijsko moč nacionalnega vprašanja. Zato je v drugi definiciji, 5 let pozneje, Mahnič že čisto v herderijanski maniri prav jeziku pripisal vlogo sredstva, s katerim narodi izražajo svoje notranje duševno življenje. Vera je na ta način še vedno nad narodnostjo, a hkrati je zelo tako spojena, da ni druge možnosti, kot podrediti narodnost veri, v metaforičnem jeziku rečeno z Mahničem podrediti nacionalno gibanje duhovščine. Tisti Slovenec, pravi Mahnič, ki mu je bil prej pred leti, tisti Slovenec po Mahniču, ki je bil še pred leti mu jezik le pač govor, samo govor, ne bi zdaj, če odpade od katoliške vere, odpade tudi od skupne duševne podlage, pravi Mahnič. In s tem tudi od naroda. Se pravi, vključitev tradicijo je zdaj se zgodila in tretja strategija je zdaj na podlagi tega izključevanja. Po volilni reformi v avstrijskem delu monarhije 1907, po triumfu političnega katolicizma na Kranjskem, je sledila prvič priložnost, da se te ideološke predpostavke zdaj izvede v politični praksi. Ideološka strategija iz časa preloma stoletja je zdaj vodila ekskluzivistično politiko. Mahničev teoretični ekskluzivizem je dobil zelo konkretno podlago in njegov out postavil na zelo konkretno politično tla. Torej, več o prispevku o tem, kakšne so te posledice v Kranjskem za slovensko harmonijo, dramatično društvo in tako naprej. Leto 1918. Leta 1918 je slovenski politični katolicizem spet vodil na zgodovinski prelomnici slovensko politiko. Tokrat sta bila v spredju nacionalnega vprašanja politika Janeza Evangelista Kreka in po njegovi smrti Andreja Korošca, ki sta zastopala ta prehod v novo kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev. V novi državi
si je politični katolicizem na politični ravni zagotovil kmalu skoraj absolutno oblast, kot smo danes že slišali, posebno v polovici 30. Na notranji politični sceni pa se v 20 letih postavil kot glasnik boja za slovensko avtonomijo, na vse državni ravni pa je beograjski komunistični politiki radikalne stranke in dvora pomagal pri obkrevanju Hrvatov. V zameno dobil neformalno politično avtonomijo v slovenskem delu kraljevine. In že v 20 letih je, na primer, Kulovec ugotavljal v zborovanju zaupnikov SLS-a, da ima stranka samo še dva nasprotnika, in sicer torej socialne demokrate in komuniste. Korošec je dodal tisti znani komentar, da bi o liberalcih niti ne govorili, kaj ti po mrtvih ne bi govorili samo dobro, zdaj se ne bodo nikoli več dvignili in te smisle imeli tudi prav. Nov problem, trojna delitev v katoliškem taboru, pa se zgodi v 30 letih, ko se evropska polarizacija na levico in desnico se bolj zaostruje, posebno še v državah brez sredinskih demokratičnih strank, liberalcev, socialdemokratov, kar je veljalo tudi za slovenski prostor. V teh zaostrenih družbenih razmerah se je hitro širila ideologija marksizma, ki je vse bolj predstavljala ideološko alternativo tudi v katoliškem taboru, oziroma posledično povzročila v katoliškem taboru tudi njegov razkol. Na katoliško desnico, ki se je v delnih sleditvah priživala negaciji evropske demokratične tradicije, značilne za avtoritarne in tudi, recimo, fašistične negacije demokratične tradicije, na katoliško levico, ki se je idejno radikalizirala in prišla povsem na stališča krščanskega socializma, ter na demokrate, idejno politično sredino, ki pa je seveda bila najbolj skromna in so jo napadali pravzaprav vsi. Levica, zato ker bi pristajala na marksistične predpostavke, sprave družbene revolucije, vprašanje lastine in tako naprej, desnica pa zato, ker ni pristajala na korporativizem in te negacije demokracije, kako si jo predstavljali v italijanski fašizmu. V zaenkrat namišljeni dilemi je nazadnje tako izvenel tudi uvodnik Stražo Mihajlo. Citiram, če hočemo dognati, kakšno bi bilo zadržanje cerkve, če bi morali izbrati med komunizmom in fašizmom, moramo reči, da bi izbrala drugega, kot manjša stvar. Druga vojna. Kot smo videli, se je na nov pojav te identitete družbene konec 19. stoletja odzval politični katolicizem z uspešno vključitvijo tradicijo in z monopolizacijo tradicionalne. Vsaj do leta 1941 pa je pol stoletja bil tudi zelo uspešen. To ideološko inkluzivistično povezovanje nacionalnega vprašanja z interesi političnega katolicizma in cerkve in predtem s tem često potem vprašanje ogroženosti vere, to je strategija, ki je že Mahnič uporabil, pa je v letih 1941-1945 zdaj vodila politični in nazadnje vojaški spopad z novo ideologijo. Ta se je končal z katastrofo političnega katolicizma, najprej idejno, politično in nazadnje vojaško. Vodilni ideolog slovenskega političnega katolicizma Aleš Šeničnik, ki v Slovenci objavlja članke proti komunizmu in jih je na zadnje leta 1943 izdal v knjižici pod naslovom Komunizem in pravi obraz, ne poznate, med drugim tam zapisal, citiram, katoličani morajo voditi zoper komunizem boj, ki v njem gre za življenje ali smrt. A kakšen je ta boj? Kjer komunisti s fizično silo napadajo, ter rušijo in ubijajo, je jasno, da sme videti ta boj tudi boj s fizično silo. Zato tudi našemu narodu ne smemo zameriti, če je začel zbirati borce. To je v resnici pomenilo pravzaprav z najvišjega mesta vodilnega ideologa slovenskega političnega katolicizma, poziv na spopad z osvobodilno fronto, na državljansko vojno torej, in ne nazadnje tudi na spopad s krščanskimi socialisti v njej, kajti razkol političnega katolicizma, tisti, ki se je začel dogajati v 30 letih, je zdaj tukaj popoln, se je pravzaprav, če pogledamo stališča katoliške cerkve, se je ta državljanski spopad vsaj kvantitativno seveda, zadnji je tudi komunistični partij, dogajajo se pravzaprav med večinsko katoličanov. Po letu 1945. Poraz tega, če uporabim Mahničeve besede, spopada za nacionalni monopol je bil leta 1945, zdaj popoln. Politični katolicizem je iz slovenskega političnega izginul za skoraj pol stoletja. Njegovo vlogo je prevzel totalitarni politični sistem, ki je v desetletju po prvi vojni skušal biti veren posnetek politične in družbene realnosti v Sovjetski zvezi. V 50 letih so se sicer začele tiste spremembe, ki so vodile v posebno obliko jugoslovanskega socializma.
Cerkev je marsikje v času podobnih vojni ohranila moralni in vpliv pa tudi podporo prebivalstva. Če zdaj stavimo še v vlogo cerkve prejšnjega katolicizma v osamosvojitvi. Ponovno pomembno vlogo pri nastajanju slovenske nacije sta cerkev in prejšnjega katolicizma imela potem po osamosvojitvi. Seveda je cerkev v razpadu Jugoslavije in osamosvojitvi Slovenije lahko prepoznala priložnost za uveljavljanje vrste lastnih interesov. V enem mahu, ki se če nič drugega zgubila tako komunistične ureditve v Sloveniji, idejne nosilce osamosvojitvenih prizadevanj izvorno pač ne moramo iskati med pripadniki komunistične partije. Kako tudi Jugoslavije kot države s pravoslavno večino. Delovanje cerkve in na novo vzpostavljajočega se političnega katolicizma se v luči presoje tega družbenega konteksta slovenske osamosvojitve kaže prepomembno. Nastopil tisku, izjave Škofovske konferencije, in naprej se to bi lahko imenovali strategijo, ki lahko strnemo v nekaj točk. Najprej sprava kot element preprečevanja dnevno-politične delitve v občutljivem času osamosvajanja, potem opogumljanje katoliških Slovencev v osamosvojitvi, potem plebiscit kot aktivni poziv na pozitivno glasovanje v plebiscitu, potem mednarodne zveze in akcije slovenskih cerkvenih dostojanstvenikov in slovenskih krščanskih demokratov, pozive konference pravičnosti in mir, pozive Škofovske konference in tako dalje in tako dalje. Istočasno so se seveda kazala vsa pričakovanja cerkve v zvezi s osamosvojitvijo, ki so deloma aktualne še danes, premoženje, interpretacija dogodkov med drugo vojno, vprašanje veruka, financiranja šoli, financiranja, vprašanje statusa v širšem smislu družbe cerkve. Očitno je cerkev rešitev teh vprašanj pričakovala v okviru osamosvojitve in nove vlade slovenskim krščanskim demokratom na čelu, se pravi nove vzpostavitve primata v slovenski politiki političnega katolicizma. Sklep. Po osamosvojitvi in politični potvrditvi nacionalne suverenosti v samostojni državi se nacionalno vprašanje slovenske in danes spet znajde v ospredju, oziroma po osamosvojitvi znajde v ospredju politično-ideoloških sporov, ki se opirajo na to tradicijo konflikta med marksizmom, komunizmom in političnim katolicizmom. Seveda se danes to podaja v imenu retrogradnih ideoloških delitev brez realnega družbenega tega. Kaj si danes komunizma v Evropi ne zagovarja nišče več, kot je rekel François Piré, nekoč je pustil za samoske sance in premagance in koga drugega. Tudi politični katolicizem se na slovenskem ni ponovno uveljavil v osamosvojitvi, se niti stranke ni več v slovenskem parlamentu. Postala pa je ta zanimiva ideološka delitev, ki je prisotna v nekakšni tragični, postmoderni varianti in še vedno vzpostavlja delitev v slovenski družbi, kulturi, s tem pa preprečuje oziroma ovira ukvarjanje slovenske družbe z realnimi političnimi, gospodarskimi in družbenimi vprašanji. Ideologizirana razprava je namreč obratno sorazmerno učinkovita in vsebinska, koliko je ideologizirana. In to žal velja tudi za slovenski pogovor o preteklosti, še bolj pa prihodnosti. Tudi danes, 20 let po ustanovitvi slovenske države. Hvala lepa, kolega Beligano, da po mojem izredno konciznem in jasnem, predvsem pa tudi kratek pregled. Zdaj pa vabim še zadnjega referenta iz dopoldanskega bloka, kolega Bojan Malkovca, Ljubljanske filozofske fakultete, da spregovori o Slovencih na Gorišču. Hvala za besedo. Kot je bilo že danes rečeno, seveda gre zgolj za slučaj, da razmišljanje o volitvah sovpada z predvolilnim časom. Dejstvo pa seveda je, da se bodo s temi volitvami zgodovinari ukvarjali nekoč v bodoče. Slovenci na volišču je na nek način tudi malce zavajajoče. Zavajajoč naslov, kajti Slovenci seveda niso zgolj edini, ki so v Sloveniji hodili na volišče, niti v določenem času seveda Slovenci niso bili vsi, ki so lahko šli na volišče, vsi Slovenci. Kadar govorimo o volitvah v času, ko seveda o volitvah kot o nekem političnem aktiviranju posameznika govorimo, v teh zadnjih, recimo temu stoletju in pol, lahko ta čas razdelimo na približno 4 dobe, ki so v vsakem primeru pravzaprav zvezane z državnim okvirom, znotraj katerega smo Slovenci živeli. Hkrati pa tudi ta državni okvir sam po sebi ni bil ves čas enako značen, kar se samih volitev tiče. Torej, avstrijska doba je seveda tudi pozna neka obdobja
takšnih in drugačnih pravil v zvezi z volitvami, enako stara jugoslovanska. No, ki ga recimo lahko malo omenimo, gre seveda na neko zelo specifično volilno dobo, pa potem novo jugoslovansko, ki zopet ima nek svoj razvoj od leta 1945 pa do potem zadnjega stanja v delegatskem sistemu od 70 let dalje. In pa sedaj pač po osamosvojitveno obdobje, kjer se tudi že kažejo neke spremembe, zaenkrat manjše, nekateri želijo večje, ampak to seveda pa še ni zgodovina. Omenimo zgolj, oziroma govorimo zgolj o nekaj elementih volilnih opravil, volitev in tako naprej. Nekaj več je v pregledu, seveda, ki je že dostopen. Omenil se bom torej na nekaj faktorjev. Eden od teh je recimo splošnost in enakost volilne pravice, ki je bila pravzaprav stvar, s katero se je vsak posameznik pravzaprav najbolj srečeval. Predvsem z vprašanjem splošnosti pomeni, ali smo vsi upravičeni, oziroma ali vsi smemo participirati na volitvah ali to ne smemo. Malo več kot polovico te dobe, o kateri govorimo, gre pravzaprav ves čas za neko oviranje oziroma nesplošnost, torej da je del populacije onemogočen v svojem političnem življenju. Sprva je seveda menilo bilo premoženje, torej pravzaprav je bil nekdo politični osebek, ako je bil tudi davčni osebek. Če ni bil davčni zavezanec, kar pa ni pomenilo, da je davčni zavezanec, ne smemo zamenjevati to zdaj seveda, da gre zgolj za individuuma, gre lahko za pravno osebo, gre lahko za solastništvo in tako naprej, in ti so bili potem tudi volilni upravičenci. Spol v tem kontekstu še ne igra nobene vloge. Spol igra vlogo šele v uvedbe splošne moške volilne pravice. Od tistega trenutka dalje moramo govoriti o spolni segregaciji, torej o onemogočenju žensk pristopu na volišče, kar potem traja vse do leta 1945 s tistimi znanimi izjemo med drugo svetovno vojno in nekaj malega vzorčnih modelov že v stari Avstriji. Ne bomo zdaj tu o detaljih, čemu ženski volilno pravico, kar je delno omenil že kolega Perovšek. Tu so bili argumenti lahko zelo zanimivi in o tem se da videti, kje druge ni zdaj mesto vseh teh argumentov naštevati. Omejevanje je seveda bilo lahko, oziroma splošnost je omejevala lahko tudi trajno zbivanje na nekem prostoru, ki je bila lahko omejitev, ki je kratkočasne narave, lahko pa je šlo vse do nekaj letne omejitve, kar je seveda zelo omejevalo predvsem del prebivalstva, ki ni stalno vezan na neko določeno delo, predvsem seveda agrarni sektor, ki nima teh težav, medtem ko ne agrarni sektor, ima zaradi premikanja za delo, seveda s stalnim bivanjem nekaj težav. Tudi določene strukture prebivalstva so lahko bile vezane na omejitev volilne pravice, kot so bili predvsem recimo vojaki, kar se je v določenem času med obema vojnama dotikalo tudi vojakov, ki so bili na službi kadrovskega roka. Tisti vojak, ki je bil na služenju kadrovskega roka, ni mogel voliti. Za razliko recimo od druge Jugoslavije, jaz se spomnim svojih prvih volitev ravno v tem smislu, da sem v Prištini dobil neke kuverte. In potem je bilo pač treba tiste izpolniti in poslati nazaj. In seveda zelo razširjeno odvzemanje volilne pravice prebivalstvu v zvezi z nekimi kaznimi, ki so lahko zelo različnega pohoda, zakaj je prišlo do kaznovanja, torej ne gre zgolj za politične delikte, lahko gre seveda tudi za čisto navadne gospodarske, krvne in neke druge delikte, ki za seboj potegnejo neko določeno kazen in ta kazen lahko vključuje tudi odvzem državljanskih pravic, s tem tudi odvzem volilnih pravic. Enakost seveda pomeni, da vsak glas šteje enako, torej da ni manipulirane z vrednostjo mojega glasu. Moj prispevek k uspehu nekega kandidata je enak prispevku vsakega drugega, ki tega kandidata
podpira. Slikami imamo stvari podkrepljene. Tole je znana slika stavbe Mladike, kjer so bile ženske volišče na tistih v izjemnem okoliščini volitev v stari Avstriji. Seveda, Slovenke so tako kot ostale, kot rečeno, dobile volilno pravice 1945. Kakšni zlobni jeziki so tudi tu omenili, da seveda ta volilna pravica zdaj je tudi del tega, da so jo dobile izhajali iz zaslug iz NOB in tako naprej. No, seveda, propaganda je bila tudi tukaj na delu in recimo to je primer plakata iz 1945 pred volitvami novembra. Širjenost volilne pravice je bila seveda v teh stoletju in pol zelo različna, ker je pač iz omejevanja stvar izhaja ta delež tistih med prebivalci, ki lahko to svojo volilno pravico izkoristijo. Meli piše, da po uvedbi splošne kurije, torej v prvem desetletju prejšnjega stoletja, naj bi bilo volilnih upravičencev okoli 20% prebivalcev. Preprost preštevek približnega števila prebivalcev konec 30 let, kako to zapisuje statistički godišnja, in pa števila volilnih upravičencev v Dravski domovini, se da ugotoviti, da bi bila ta številka nekako nekaj na četrtino, recimo približno 27% populacije naj bi imelo volilno pravico. Danes pa recimo, če gremo gledati prejšnje parlamentarne volitve, približno oceno prebivalcev in število volilnih upravičencev, je ta številka okoli 85%. Seveda, zakaj se je ta številka tako zelo krepko spremenila? Prvič, seveda, veliko prinese drugi spol, ki tudi dobi volilno pravico, potem prinaša vzroke v staranje prebivalstva, kar pomeni mlajše populacije, ki je nepolnoletna in mnogo manj, kot je bila nekoč. Znižuje se tudi meja polnoletnosti, ki je pač zdaj pri 18 prejšnjih obdobjih, pa je seveda vsaj 3 do več let višja. Seveda, kot rečeno, pač to potem rezultira v tolikšnem delu prebivalcev. Na to, ali imamo vsi enako vpliv na izide volitev, na uspeh, torej ali moj glas šteje, resnično kaj šteje, seveda vplivajo še najrazličnejši drugi elementi volilnih sistemov, volilne zakonodaje, kot so velikosti okrožij, različne vrste mandatov, to se pravi, da ne glasujemo vedno zgolj za eno vrsto mandata, ampak recimo so tisti, ki kandidirajo ločeni ali imajo neko vrsto izobrazbe ali nimajo in zapakirano skupaj še z razdeljevanjem mandatov, seveda potem pripelje do tega, da v končni fazi rezultat, tvoj glas ni veden ena, lahko več ali lahko celo manj. Oddajanje glasov, ki smo bili priča v teh stoletja in pol, seveda v temeljnem smislu gre pravzaprav zgolj za dve opciji, ali glasujemo javno, ali glasujemo tajno. Staroavstrijska doba pozna obe obliki, pač odvisno od tega, kateri trenutek gledamo. Definitivno pa smo staro Avstrijo zapustili s tem, da smo poznali glasovanje z volilnim listkom. Torej smo svojo politično voljo oddali na nek papir in v tem smislu je glasovanje, kakršno smo potem poznali v stari Jugoslaviji, pa tudi na prvih volitvah še po vojni, seveda bilo neka pot nazaj z glasovanjem s kroglicami. Kasneje se zopet uvede pač glasovanje z listki. Tole je slika volišča na Novi Štifti, po vsej verjetnosti iz leta 1927, po vsej verjetnosti zakaj. Slika ima na hrbtni strani zapisano volišče Nova Štifta 1927, ampak nekdo je s svinčnikom popravil 7 petko. V praksi bi pravzaprav stvar lahko držala za oboje volitev. Težava imamo namreč v tem, da je slika malce premalo jasna in zmoremo razbrati
kateri kandidat je za kakšno skrinjico skrit, zgolj za 3 skrinjice, ki se ponovijo v obeh primerih. Torej, v tem imamo težavo. V praksi je izgledalo torej, tako, da je volivec prišel, vsako skrinjico vtaknil roko in na koncu mu pokazati prazno dlan, da je glasoval. In na ta način torej tajno oddal glas, kdor ni znal prebrati, katera skrinjica je kateri listi namenjena, so mu to morali povedati. Kot vidimo tudi na tej sliki je bilo volišče očitno v neki učilnici, torej v javnih prostorih. Tole sem pred dnevi našel na spletu neverjetno srečo očitno. Torej, na podstrešju občinske zgradbe v Širokem bregu v Hercegovini so lani našli 2 lesena zavora in v njih shranjene gumijaste volilne kroglice iz leta 1945. Tu na levi strani imamo zdaj tudi kroglice. Kroglica se je v stare jugoslovanske razlikovala zgolj v tem smislu, da je bil zdaj tukaj grb s petokrako zvezdo. In danes seveda obvladujemo posel na volišču na ta način, da torej odvržemo oziroma oddamo glas na način, da izpolni listič, odložimo v neko škatlo, škatlo so bile lahko lesene, kartonske, plastične. Listički v zadnji fazi izgleda takole, tega ne bomo dobili tam ne zavek, že gledam nek, samo imena še niso napisane. O tajnem glasovanju, ki je bilo v praksi v 30 letih, je seveda tekla zanimiva debata, čemu da, čemu ne. V osnovi vemo, kaj pomeni javno glasovanje. Javno glasovanje seveda pomeni izpostaviti se pred volilno komisijo v smislu, kaj in kako se želimo odločiti. Čeprav recimo ne smemo spregledati, Slobodan Jovanovič v knjigi Ustavno pravo, pri SHS, za 20 leta govori, ko imamo tajne volitve, da pravzaprav je tajno zgolj oddajanje glasu. Ni pa nikjer rečeno, da bo ne smeš potem kasneje povedati, za koga bi si glasoval že tako, ko priješ iz volišča ven, kar je zagotovo očitno resnično dejstvo, kajti stranke so recimo v svojih časopisih opozarjale volivce, naj se ne odmaknejo tako od volišča, ampak naj pred voliščem iščejo svoje oziroma strankine pristaše, češ in jih vabijo, naj odpravijo glas. Jutro pa je recimo, kot rečeno, pred volitvami konec leta 1931 zapisalo, da je seveda so javne volitve absolutno smiselne, nujne, potrebne, zato da vlada recimo ve, na koga sme računati in na koga ne sme računati, oziroma na koga ne rabi računati. Volilni sistemi, torej kako se naši glasovi prelevijo v mandate, poslanske mandate, so bili v tej dobi različni. V osnovi govorimo seveda o 2 volilnih sistemih, večinskim in sorazmerni. Večinski pomeni zmagovalec pobere vse, sorazmerni poberi pomeni razdelimo si v primerljivih deležih glasov tudi mandate. Tudi v Kraljevini Jugoslaviji, oziroma SHS in Kraljevini Jugoslaviji je bil v uporabi sorazmerni, čeprav s hudo deformacijo v 30 letih, ko je večinska stranka pobirala krepko nadpolovični delež mandatov zgolj zaradi enega glasu več, teoretično enega glasu več. V praksi vemo, da seveda bil izid pač drugačen. Po vojni za različne vrste volitev, različni sistemi, včasih hkrati večinski in sorazmerni. Danes poznamo sorazmerni sistem, ob seveda ideja o zamenjavi za večinski. Ne smemo pozabiti na podlago teh razmišljanj. Danes naj bi bilo razumeti politično predstavništvo v parlamentu kot predstavništvo vseh. Torej naj poslanec ne bi zastopal, tudi v naši ustavi tako piše, zastopnik na ljudstvo, državljanov, prebivalcev.
Torej, v tem kontekstu je večinski sistem, kjer je podpel, se pa podpora išče zgolj v nekem manjšem lokalnem okolju, malo anahronističen, ampak nekaterih pač to ne moti, kakor ne moti tudi nekatere države, kjer je pač ta sistem še vedno v veljavi. Še za zaključni del nekaj o informacijah in o propagandi. Seveda, volivce je treba na nek način informirati, da volitve bodo, oziroma upravičence je treba obvestiti, da volitve bodo. V preteklosti to ni bilo na ta način, kakor danes, ko po pošti domov dobiš vabilo z navedbo volišča in kdaj so volitve, pa še sezname kandidatov ti pošle država. V preteklosti se je to bilo prilagojeno pač trenutnemu času in razmerjem in predpisom. Tole je recimo primer razglasa o stalnih volilnih imenikih za volitve leta 1925. Volilni imenik je pač bil razgrnjen na nekem naslovu, v tem primeru gre za mestni magistrat. Ali recimo seznam volišč za mesto Ljubljana iz leta 1931. Gre za dokaj velike plakate. Ta plakat ima recimo v izmeri 1,30 m krat približno 8 cm. Seznam vseh volišč na levi strani, v sredini pa delno na desno strani, katere ulice sodijo na katero volišče, in potem skrajni desni del še nekaj napotkov iz volilne zakonodaje, kako, kdaj, kje, kam, zakaj, kaj se sme, kaj se ne sme početi v zvezi z volitvami na volišču. Ker volivc ni dobil domov vabila, so se tega posluševale stranke. Tole je recimo vabilo, ki ga je volivcem pošiljala Slovenska ljudska stranka. To je šlo očitno točno določeni osebi, ker piše, pod katerim zaporedno številko je opisan v volilnem imeniku, torej tangirano točno nekemu Janezu. Absolutno seveda s obvestilom, katero skrinjico mora voditi, da ne bo zmotil se. Včasih v zvezi s temi skrinjicami še šarmantna zgodba, ne opozarjajo volivce, pazite, na vseh volilnih mestih ne štejejo enako, namreč z leva z desne. Tako da ti ni nujno zadoščala vedeti samo številko skrinjice, ker si lahko šel z napačne strani in zdaj, če jih je 7, je četrta, zmeri četrta. Če je pa tretja, je pa enkrat tretja, enkrat pa peta. In je pač lahko pogubna odločitev, ker si volil za napačno. Recimo v tej obliki, kot je tole izjutra, ste imeli obvestila za volivce, seveda vsaki volilni enoti, Kranjska na Štajerskem in Ljubljani so te skrinjice različne zaporede in seveda vsa posod je treba vedeti, kje je ta prava, da se pač ne zmotiš. Strankarski volilni plakat, recimo za Stojedinovićevo listo v leta 1938. Seveda so vsaka stranka kiti s svojim peljem in tukaj lahko zdaj preberemo, kakšne vse zasluge si je Stojedinovićeva vlada imela do volitev in seveda so te zasluge tiste, ki nas prepričujejo to, da zopet glas oddamo za to listo. Ali recimo 1945, dve listi seveda, Ljudske fronte in pa brez liste. Kot vemo, seveda dodana na tisti, kar delijo ne pritisk, pač pa na preblisk, recimo, reparativno. Da mogoče ni slabo, če so vseeno dve skrinjici, čeprav potem še recimo samo za slovenske volitve. Ali recimo nekaj kasnejši, vsak plakat seveda kaže neko dobo, kaj želijo poudariti in tako naprej. Torej, to so volitve leta 1950, recimo izgradnja domovine,
ali mnogo kasnejše, torej že delegatske volitve iz leta 1978, vsaj srednji in desni plakat kažeta na rahlo različne, ciljata na različne skupine, eno očitno bolj na manualno-industrijski sektor, pa recimo ta bolj na kakšen kulturni sektor, seveda vemo delegacijski sistem, kako je to funkcioniralo. Ali recimo zadnje leta 86, očitno željo opozoriti, da volitve so odločene o bodočnosti naših otrok. Primer tega, kar smo zdaj zadnje dni dobili na dom, tole pa je iz leta 1990, seznam kandidatov za zbor Združenega dela občine Center za aprilske volitve leta 1990. Iz istega časa seveda tudi volilni plakati Demosa. In da ne bo kdo rekel, da sicer želimo koga reklamirati, ampak seveda razvoj se je spremenil samo toliko, da je zdaj persona ena sama na kandidatni listi, zato da si ga tudi z obrazom zapomnimo, kdo je, in se potem odločimo po najboljši vesti. Hvala lepa. Hvala lepa, kolega Markovec. S tem smo pravzaprav prišli do zaključka prvega dela dopoldanskega dela. Smo že krepko v časovnici, kar je zelo razveseljivo. Zdaj pa bi vse prisotne seveda povabil k diskusiji, mnenjem, dodatkom, kakorkoli že. Slišali smo, če bo samo spomnim, 1, 2, 3, 4 referate, ki so bili vsi bolj ali manj prekletnega značaja kolega Čepiča, ki je naredil preklet čez celotno problematiko, čez celotno časovno gost, kolega Perovšek se vseštinil na čas prve Jugoslavije, kolega Pelikan problematiko političnega katolicizma in kolega Valkovec na volilno problematiko od stare Avstrije, pa vse do, pravzaprav res vse do danes. Prosim, izvolite. Seveda, izvolite. Hvala. Jaz se bom v zvezi z glasu na kratko v zvezi z referatom kolege dr. Čepiča. Mislim, da je zelo pomembno, da je on upozoril na ideološki vidik nacionalnega vprašanja in vsebino letega. To smo posebej slišali tudi v referatu kolege Pelikana. Ampak v zvezi s Slovensko ljudsko stranko oziroma z njenimi pogledi in politiko v nacionalnem vprašanju bi jaz dodal samo to, da je poleg ideološke komponente obstajala seveda tudi konkretno državno-pravna komponenta njenega nacionalnega programa, ki je na kratko povedano temeljil v zahtevi po upravno enotnem slovenskem ozemlju v okviru jugoslovanske države in avtonomni Sloveniji z lastnim parlamentom in vlado. Mislim, tudi ta državno-pravni vidik je bil konkretno izdelan in je bil sestavljen del potem politike Slovenske ljudske stranke v prvi jugoslovanski državi. Ona je ta program oblikovala že v času ustavne razprave v ustavodajni skupščini Kraljevine SHS v letih 2021. Dokončno ga je, oziroma zelo natančno ga je izoblikovala potem v predvolilnem času pred volitvami v Narodno skupščino Kraljevine SHS marca 1923 in potem naj spominjala ob naslednjih volitvah skupščinskih, včasih bolj, včasih manj, odvisno od njenega pač manevriranja v Beogradu, leto 1997 je že potem neka posebna specifika. Pol imamo slovenske punktacije, oziroma koroščene punktacije in tako naprej. Ampak kar zadeva ta ideološki koncept, seveda ta ni bil, vidim samo pri SDS, vidim je bil tudi pri liberalnem taboru, ki je
nasprotno zagovarja unitaristični narodni program in centralistično oziroma po 30 letih unitaristično državo in ki ga je liberalna politika uporabljala kot idejno in politično sredstvo nasproti katoliški strani, ki je bila seveda v narodno-političnem pogledu opredeljena avtonomistično. Idejni koncept konec koncev vidimo tudi pri revolucionarni stranki, ki pač rešitev nacionalnega vprašanja povezuje z izvedbo socialne revolucije. Skratka, idejni koncept pri narodnem problemu je pomemben, viden in tudi eden izmed njegovih gibalnih sil, vendar konkretno, če zaokrožam, SLS in tudi druge politične stranke in subjekti so ob tem oblikovali tudi še konkretne državno-pravne programe, ki so zadevali njihove narodno-politične poglede in prakso. Hvala. Hvala, Jure. Prosim. Še kdo? Jaz sem problem. Ja, tudi snemamo. Ne bom tako pozdravljeni. Prvo moram izreči veliko zadovoljstvo, da sem danes prišel sem, da sem poslušal, ker moram reči, da sem vtis, da slovenska historiografija zelo napreduje, se že zelo analitično lotuje problemov, nadgrajuje tisto, kar smo mi včasih počeli pred leti na inštitutu, in to je seveda najlepše. Ne bom zdaj ocenjeval posameznih kolegov, kjer so mi bolj všeč ali ne, to mora. To so včasih stari profesori počeli. Samo nekih stvarnih pripomb, nekih stvarnih komentarjev bi dal. Kolega Perovšek je zelo analitično vse politične struje, tabore, ideološke smeri in zelo lepo ne objektivno, neč partijno za kakšno, za drugo. Tako da tukaj nimam kakšnih pripomb. Pri kolegu Pelikanu pa ne vem, nisem čisto dobro slišal, nekako to ni bil, kot da so seveda politični katolicizem se ni z narodnim vprašanjem pravilno pečoj, malo recimo inferiorno napram liberalcem. To je zgledalo teoretično seveda res in zlasti Mahničev koncept nacionalnega vprašanja je bil seveda mnogo bolj zaostal od liberalnega, ampak kolega Pelikan je potem povedal, da je 95 leta tu Mahnič zelo evoluiral. Jaz bi želel to reči, da kar se tiče narodnega vprašanja, potem v 20. stoletju ali pa od konca 19. stoletja, v teoretičnem pogledu je seveda neka razlika med liberalci, ki so liberalni, razsvetljenski narodi je prva kategorija, in katoličani, ki vedno jim je seveda katoliško občestvo zelo pomembno. Ampak v praktični politiki, veste, so pa slovenski politični katoličani ali lahko rekel katoliški narodnjaki, ta izraz mi zdi morda celo še boljši, so bili pa zelo pragmatični. Tako da je Slovenska ljudska stranka oziroma katoliška narodna stranka leta 1898 iz čisto pragmatičnih razlogov se postavlja mnogo bolj jasno na stališče slovenske avtonomije, na stališče slovenske narodne emancipacije in je tudi potem praktično vodila slovensko nacionalno politiko, lahko rečemo, kar tu 41 leta. Za celih 50 let ima dominira zlasti v praktičnih izvedbah. 1888 se poslovil iluzije, da bo slovenski narod dobil avtonomijo v Avstriji s pomočjo krščanskih socialcev, nemških. To se vidi pri Badenovih naredbah, da ne bomo, in takrat naredi v sebi nek velik praktični preobrat, se postavi za
za zvezo z Hrvaši in praktično poskuša potem preko te realistične formule dobiti, realizirati zedinjeno Slovenijo, seveda v okviru neke hrvaško-slovenske države. Potem leta 17, zdaj vemo, dolgo nismo vedeli tega, ampak zdaj 30 let je pa to že jasno, 40 let, da je bil Krek tik pred smrtjo avgusta 17 v nekem članku o našem narodnem zedinjenju, je se postavil nekako prelomno legitimistično načelo, se pravi se postavil na stališče samoodločbe naroda. To je zelo velika stvar, to je napisal en članku v hrvaški državi, in hecno, zgodovina je pač neka čudna pravzaprav veda, ki raziskuje in marsikdaj lahko nekdo odkrije neko stvar čist iz nekega drugega naroda. Na ta Krekov članek nas je upozoril italijanski zgodovinar Leo Valiani. Kljub temu, da smo mi ta članek tu imeli prisoten, se naj nihče ni uprl. No, rad bi upozoril potem nekaj še, da je, kar je pa zelo važno, ker se zdaj pred nedavnim so se pojavljali o neki zelo pomembni stvari, o nekem programu slovenskem, o tako imenovani slovenski deklaraciji ali po optacijah, zelo ideološke ocene. Punktacije so zelo pomemben slovenski političen program. Jaz mislim, da kar verjetno najpomembnejši med obema vojnama v praktičnem pogledu, pustimo, tam ni bilo veliko teorije, ampak praktično so se postavile leta 32, tako imenovana slovenska deklaracija, tako so se imenovali, ali punktacije, kot so jim rekli nasprotniki predvsem, so prvič po komunistih, ki so bili precej minorni, so se postavile na stališče, da je za eksistenčno nujo, za perspektivo slovenskega naroda potrebno se boriti za zedinjeno Slovenijo. In so poudarjali boriti preko vseh imperialističnih meja. To je bilo zelo pomembno, ker prej programi so se pač vrteli samo razen komunističnih, ki je bil za zedinjeno Slovenijo, tudi preko vseh meja. Socialno revolucijo se zdaj postavi Slovenska ljudska stranka kot seveda večinska stranka na stališče narodne samoodločbe, na nepomirljiv, stalni, kontinuirani boj, kontinuirano prizadevanje za zedinjeno Slovenijo. To je zelo važno, ker pred nedavnim je nek kolega v pomembni knjigi napisal, da je to bil utopičen program. Jaz nisem direktno odgovarjal, ampak napisal sem to v svojih razpravah v zadnjem času, da je bil to kar zelo realističen program, neč utopičen, da se je čez 10 let začel realizirati, to se je potem realiziral skoraj celoti, v času narodno-osvobodilnega boja. Zdaj, en sam zaključek je rekel takole, v teoretičnem pogledu. Veste, tu se liberalci in katoličani ne razlikujejo tako zelo, kot je morda bilo slišati iz referata kolege Pelikana. Imamo v liberalnem taboru, ki pretežno se nagiba v unitarizem, v državni centralizem, in v katoliškem, ki se nagiba pretežno v avtonomijo, imamo tudi drugačna mnenja. V liberalnem imamo tudi izrazito ljudi, ki so za narodno samoodločbo, tudi za slovensko avtonomijo, in imamo v katoliškem taboru tudi kakšne, ki nekako so za kompromis, dober je jugoslovanstvo, politično državljanstvo, jugoslovansko in tako naprej. Imamo pa v obeh taborih celo istočasno, zelo pomembno vedeti, vse verjetno veste, zdaj morda govorim ljudmi, mislim, da govorim hitro, ko veste, ampak je treba imeti le v zavesti. Tam leta 26-27
v obeh taborih, iz liberalnega in iz katoliškega, izideta dva prva koncepta, prva jasna omemba slovenske države. V katoliškem taboru so to krščanski socialisti, konkretno Božo Vodušek, ki govori o pomenu države za narod in seveda o pravici in potrebi Slovencev, da ima tudi svojo državo. On pa reče, seveda, trenutno jo bomo udesničili v dejanji v Jugoslovanski federaciji. In kakšne pol leta pozneje iz liberalnega tabora mladinc Lojze Ude, ki tudi govori o tem, da boj za zedinjeno avtonomno Slovenijo ne sme biti nikoli končan in on celo upozorili pa 27, na pomembno. Do zdaj je tu vodila Slovenska ljudska stranka, ampak ona je preveč vezana na en sam stan, katoliško hierarhijo. Najbrž bodo pride druge sile, ki bodo to realizirali. To so nemanje pripombe, ampak še enkrat čestitam vsem referentom, ki kažejo, da se ta naša veda zelo lepo razvija in da bo to daje odgovore na marsikakšna vprašanja, ki si jih prej nismo lotevali, ali celo nismo znali. Hvala lepa. Hvala lepa. Če si držim, da sem sam nekaj dopolni zvezi s slovensko deklaracijo, deloma so vlaka, z vami, da to nekako ni bil utopičen program, ampak vendar ne bi bilo treba poudarjeno videti znotraj tega tudi njegov praktično politični pomen trenutka, v katerem je nastal je na hitro, nastal je pod vpisom drugih dogodkov, nastal je tudi neenotno znotraj stranke, skratka, nastal je zato, ker se je tisti trenutek splačalo s takim radikalnim programom. Je pa bil pomen, je bil dejanjem in pravzaprav je celotno delovanje stranke seveda tudi šlo nekako v to smer. Nisem mislil tega. Ne se vem koga, ne zagovarjam koga, ampak samo povdarjam še ne druge vidike deklaracije. Prosim. Še kdo? Nekaj minutno se še ostalo. Če ne bi sem imel kratko vprašanje, jaz sam spet, če sem imel zastavil kolegu Balgovcu, pri tem res zanimivem, slikovitem izrazu volilne problematike, nekaj se mi je samo vmes utrnilo, vprašanje, ki je čisto demokratično teoretsko, ga večkrat srečamo in se poudarja, in je bilo precej pomembno ob poteku samih volitev, namreč volilni molk. Ampak pravzaprav je to relativna novost, pa me zanima samo, če se mogoče kdaj zasledil, če se kdorkoli za to zauzemal, kdorkoli problematiziral, videl, da so tako podrobno se čisto tako me zanima. Se bom lahko to pravi. Tega v praksi niso poznali. Tako kot tudi kje druge, še vedno tudi danes ne poznajo elementa volilnega molka. Časopisi so še v nedeljo na dan volitev besno pisali zoper te ali one, oziroma seveda za nas. Se pa ne spomnim, da bi kdo kdaj razmišljal o tem, da bi bilo treba higienskih razlogov ali kakorkoli drugače kaj takega uvesti. Se pa spomnim ene pa druge zadeve, ki morda kaže pa eno drugo dilemo, ki je aktualna pravzaprav vrš čas. Pa mi je zdaj šlo iz glave, kje sem to prebral. Če bi našel, kje sem to zapisal, bom bi lahko takoj povedal. Namreč, dilemo o tem, za koga, oziroma spraševanje avtorja tistega prispevka, koga volilec podpira. Ali on glasuje za Janeza, ali glasuje za stranko, ali se glasuje za program. In v tem kontekstu je razvil idejo naprej, da morda ne bi bilo slabo, da se izognemo temu pritisku, da glasuješ za osebo, da glasuješ pravzaprav za osebo, ja. Ampak, da se glasuje zgolj, oziroma da se predstavlja zgolj programe. Kdo so pa osebe, ki nek program podpirajo, se pa šele po volitvah razjasni, kdo so zdaj izvoljeni v zvezi s tem programom. Kar si pa seveda v praksi zelo težko predstavljati, kako bi pa to izgledalo, tak program predstavljati, kdo bo zdaj ta program predstavljal, da se bi ne vedelo, kdo je za njim. Če tudi bil neomenjeno se. Hvala. Prosim.
Zaželeno je, ker snemate se tako slika kot zvok. Jaz se res bi prav kratko, ker tukaj ne moram na vse te pripombe zdaj verjetno odgovarjati. Jaz sem hotel v tem pregledu podariti nekaj, kar je značilnost političnega katolicizma od te posvojitve, vključitve v tradicijo nacionalnega vprašanja. In to je ta famozni red vrednot, ne prevračaj reda vrednot, ki ga najdemo pri Mahniču, ga najdemo v tem Prosveničniku, ga najdemo vedno znova pri ideologih. In tudi kar novih dokumentov ven prihaja, kakor jih gledam, vidim, da je to tezo popolnoma potrjujejo, tezo, ki jo recimo tudi Joško Pirc v teh vprašanjih državljanske vojne in Prosveničniku videnju, da so ustavne ideološki ravni, videnju tega manihejske dileme, kdo bo zdaj, spravi pa Fortunat Bergant, ki pravi tam, bolje, da ves slovenski narod umrje, kot da bi živo v komunistični hudobiji. To je zato, da je narod, ampak dokler je katoliški. In se pravi, kakor liberalizem, pravi Mahnič, nima pravice v narodu obstoja, tako tudi nima pravice, spravi, samo katoliški Slovenci, pravi Slovenci, tudi tale ideološka fraza, ki se potem ponavlja ves čas in verjetno ima svoj pomemben impact potem v času 41-45. To, kar najdemo tudi že pri recimo Dolenčevih spominih, izgubljenih spomini Antona Korošca pri občinu, najdemo to dilemo, komu pač mislim, da Izidor Cankar postavlja to vprašanje. Postavimo vse na špico, greste raje v hitlerjevsko Nemčijo, kakor v Titovo Jugoslavijo, in on pravi, pač kot zapiše, da je pritrjujoče molčanje. Ta dilema, to videnje konca, če ta narod ne bo katoliški, je to, kar se pri Mahniču vzpostavi in potem se vedno znova kulminira v vseh teh ključnih trenutkih, tudi pri Prosveničniku in na koncu leta 45. To je ideološka lastnost, ki je dokazljiva, ker je povsod v vseh knjižicah lovskih katoliške akcije, že tako naprej imamo to isto zgodbo. Vrednota vire je nadvrednota naroda, to nas uči že zdrava pamet, če citiramo Stražo Viharija, recimo, in tako naprej. In tukaj je zametek tega brezkompromisnega potemska pamet. Hvala. Še kdo, prosim? Počakam, da se resetira. Potem hvala lepa vsem prisotnim. S tem zaključujemo dopoldanski del. Reference vabim na kosilo. Sicer pa nadaljujemo v tem dopoldanskem delu.